Slovenski etnografski muzej kot koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine in kot skrbnik premične dediščine skrbi tako za snovno in nesnovno dediščino. Vez med poslanstvom muzeja in koordinatorjem je bistveno tesnejša, kot se zdi na prvi pogled. V muzeju hranimo tudi nesnovno dediščino, ki skupaj s predmeti tvori celovito enoto. Slovenski etnografski muzej že tretje leto zapored na kulturni praznik predstavlja maske in like, ki smo jih v preteklem letu odkupili in pridobili za svoje zbirke. Letos zato na priložnosti razstavi predstavljamo pustne orače Okič iz Haloz. Pustne šege predstavljajo izredno bogato kulturno dediščino v Sloveniji z karnevali in različnimi pustovanji. Mogoče je zanimiv samo podatek, da smo do začetka letošnjega leta v register nesnovne dediščine zavedli 89 enot, od tega je kar 14 pustnih šeg. Etnografsko društvo Orači Okič je bilo leta 2012 kot prvo vpisano kot nosilec v enoti obhodi pustnih oračev v registru nesnovne kulturne dediščine. Z razstavo želimo obiskovalcem približati tako šege kot kostume oračev Okič in seveda spodbujati tudi nosilce k ohranjanju tradicije. Veselimo se vašega obiska v Slovenskem etnografskem muzeju. Letošnje leto je posebno, saj bo epidemija zaznamovala pustni čas. Pretrgana bo več kot 10-letna tradicija lokalnih pustovanj in karnevalov. Zato je še toliko bolj pomembno, da v Slovenskem etnografskem muzeju dokumentiramo pustne šege in hranimo pustne maske. Tokrat predstavljamo pustne orače. Pustno oranje je izredno razširjeno po Sloveniji in tudi drugod po Evropi. V Sloveniji se ob pustu pojavljajo na območju Slovenskih goric, Haloz, Ptujsko-Dravskega polja in pa na obronkih Pohorja. O velikem številu oračev pričajo številni pisni in ustni viri. Prvi zapis je naredil Anton Krempelj leta 1845. Prvo znano upodobitev ptujsko-poljskih oračev pa je leta 1890 objavil Jurij Šubic. Le-ta je bila objavljena v knjigi Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Kot sem že omenila, na razstavi predstavljamo pustne orače iz Okiča, ki vsako leto, razen seveda letos, zaorjejo za debelo repo v svojem lokalnem okolju, torej v okolici Cirkulan in Zgornjega Leskovca. V drugih pustnih dneh pa se odpravijo tudi na karnevale v Sloveniji in v tujini. Seveda bo tudi to prestavljeno na drugo leto. Kot sami vedno znova poudarijo, so vsi liki enako pomembni, saj je brez enega lika skupina nepopolna. Prvi v sprevodu hodijo kujeki, konjiči, ki vlečejo plug. Skupino ponavadi sestavlja en ali dva para kujekov, ki so oblečeni v bele srajce s pripetim šopkom iz rdeče rože in pa pisanih papirnatih trakov, krasi jih rdeča ruta z belimi pikami in zlatimi franžami. Hlače in čevlji so ponavadi črne barve, prav tako golenice, ki so usnjene. Posebni pa so zaradi stožčaste kape, ki je oblepljena s pisanimi trakovi iz papirja. Na vrhu imajo pripeto rožo iz umetnega materiala. Plug je pomanjšana različica pravega pluga. Vsako leto znova ga okrasijo s svežim zelenjem in barvitimi rožami iz papirja. Korant ali kurant ima vlogo plužarja, torej tistega, ki drži plug in pluži. Orači Okič so prepoznavni po likih korantov. Medtem, ko so v večini drugih skupin korantije izdelane iz ovčjega kožuha, so za orače iz Okiča značilne korantije iz zajčjega kožuha in iz kožjih kož. Na razstavi vam tokrat predstavljamo zajčjo korantijo. Za plugom hodi baba, v žensko oblečen moški ali sejalec, ki seje seme za debelo repo oziroma za dobro letino. Ko pridejo do domačije, vodilni kurant vpraša gospodarja, ali bodo dali orati. Ko dobi pritrdilen odgovor, z ježavko zamahne in pokliče orače,
ki na dvorišču zaorejo simbolno brazdo, baba poseje za dobro letino. Medtem ko drugi plužijo in sejejo, pokači pokajo. Pražnje oblečen moški v rokah vihti nekaj metrov dolg bič iz vrvi, na koncu katere je žmic iz rafije. Za predpasnik ima zataknjene rezervne žmice. Ko orači zaključijo s simbolnim oranjem, sledi pogostitev in obdarovanje. Veseli me, da so maske in oprave oračev iz Okiča postale del zbirk Slovenskega etnografskega muzeja in da od danes naprej lahko obiskovalci pridejo in si pogledajo to tradicijo. Pri tem pa je pomembna seveda tudi nesnovna kulturna dediščina, ki se ves čas spreminja, prilagaja času in prostoru. Prisotnost in živost pustnih šeg sta gonilo za ohranjanje tradicije in pa krepitev identitete nosilcev, ki to dediščino ohranjajo. Zato so ljudje na terenu izredno pomembni, saj so oni tisti, zaradi katerih ta dediščina živi. Pa poglejmo v Haloze, kako orači iz Okiča orjejo za debelo repo. Orači orjejo v domačem kraju v torek. To pomeni, da orjejo do 3. ure najkasneje. Ker pol, če pozneje orjejo, je letina pozna, kar ni dobro za kmečko dvorišče. Smo orači iz Okiča. Delujemo že od leta 1993. Sicer se je veliko članov že menjalo, ampak tradicija ostaja. To je pač zelo značilna pustna skupina orači, ki prinašajo na kmečka dvorišča dobro voljo in rodovitno letino. Pač to smo mi pobrali od očetov, dedkov ali kaj bi rekel, ko smo bili že majhni, smo začeli s tem, tako so nas naučili. Na našem območju je veliko teh pustnih skupin oračev. Vsaka vas ima svoje orače. In tudi orače se med sabo razlikujejo po opremi. Mi namreč imamo stožčaste kape, okrašene z temi trakovi. Vrh kape je roža, pušlec, kako bi rekel. Imamo bele srajce, na eni strani je taki šopek, na drugi strani, na zunanji strani, čez ramo, pa je ruta rdeča z belimi pikami. Vsi člani oračev, od kujekov, korantov, pokača, babe, vsi imamo usnjenega maša na nogah. To pa predvsem izhaja iz tega, ker nekoč so bile zime z veliko snega in da so bili zaščiteni otroci pred snegom. Ime mi je Florian, nosim korantijo že od 4 letih, pa moj dedi je Koran, vodja skupine, drugi vodja sem pa jaz. Videl sem jih v Markovci, ko so šli mimo, sem se navdušil nad Korani, na Koranti, potem mi je dedi naredil 3 obleke, ampak zadnja je bila taka, kot sem si jo želel. To je moja 3. korantija, pa vedno še mi je prav.
Malo, probaj. Zdaj naša skupina se od drugih razlikuje, ali pa druge od naše, ne? Skupine so si različne. Mi smo predvsem se razlikujemo od drugih po korantih. Imamo zajčjega koranta, ki so ga člani društva Oračji Okeč osnovali nekje leta 1995. Leto kasneje pa smo v društvo prinesli še kozjega koranta. Tako da to je naša značilnost teh korantov. Dede, imaš gor? Čakaj malo. Nekoč smo bili v Oračjih otroci, to je bilo do 16. leta, mogoče 17. maksimalno, ko je fančil vojsko, nekako mu ni pristajalo, da bi bil več med Oračji. Takrat so ga že zbadali s tem, da zdaj bi že mogel si poiskati punco, to ni več za njega in tako naprej, ne. Tako smo bili predvsem otroci. Tu je primil oba dva. Kdo bo pa zadaj oral? Mali. Zajeli smo pa kar veliki prostor. Par vasi, tu ni bilo postanka pri hiši. Ko smo prišli, zaorali, seveda zaželeli debelo repo in tako naprej, da je hitro gospodija dala tistih par jajc v korpo, gospodar je prinesel kako klobaso. Pijače nam niso niti ponujali, ker smo bili premali. Sokov takrat ni bilo nekih, ne. Tako da šli smo kar hitro, ne, do naslednje hiše, naslednje, do večera. To je bilo v ponedeljek, v torek pa do 3. ure. V torek pa nismo smeli več popoldne hoditi, češ pozna ura, pozno oranje in pozna letina, ne. Zadanje Oračji za debelo repo! Seveda, kar globoko hodite. To bo še klobaso. Tudi kako imaš, te Tu klobase. notri. Ja. Okej. Tak. Drugače pa Oračji orjajo, nekoč se je reklo, orjamo za debelo repo, danes repe že skoraj ne poznajo, ne. Ampak orjamo pa za dobro letino, za vse dobro na kmetiji, vse dobro med ljudmi, vse dobro za narod celega sveta, še posebej pa letos orjamo za Etnografski muzej Slovenije, ker se jim moramo tudi na nek način zahvaliti, da so naš lik sprejeli v svoj muzej, da so nas predstavili Sloveniji, svetu in tako dalje, kar smo ponosni.